minister za zdravje, izvolite. Danes smo na vladi sprejeli aneks 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019. Aneks 1 pravzaprav ureja zgornjo mejo glavarinskih količnikov za osebne zdravnike. Spreminjamo pa zgornjo mejo glavarinskih količnikov tako, da je zgornja meja sedaj 1895 glavarinskih količnikov. Moram pa poudariti, da obstoječi timi z glavarino nad 1895 glavarinskimi količniki, torej danes sprejetega aneksa, ne bodo izpisovali obstoječih pacientov, bodo pa pravzaprav spodbujali za izbiro osebnega zdravnika v timih z nižjo glavarino. Opredeljevanje novih zavarovalnih oseb so najprej dolžni izvajati tisti timi, ki v letu 2019 ne dosegajo povprečja 1895 glavarinskih količnikov oziroma timi, ki ne dosegajo 1383 opredeljenih zavarovanih oseb, ter timi z najmanjšim številom glavarinskih količnikov ali opredeljenih zavarovanih oseb v območni enoti. Obstoječi timi, ki so v območnih enotah, kjer vsi timi presegajo dogovorjen normativ za leto 2019, ne dosegajo pa državnega povprečja, ki trenutno znaša 2436 glavarinskih količnikov ali 1778 opredeljenih zavarovanih oseb, bodo začasno opredeljevali nove zavarovane osebe kot izbrani zdravniki do državnega povprečja. Pred izbiro mora seveda biti zavarovana oseba seznanjena z začasnostjo izbire in posledičnim prehodom na nov tim, ko bo le-ta stopil v javno mrežo. Obstoječi timi, ki pa dosegajo ali presegajo dogovorjen normativ glavarinskih količnikov ali število opredeljenih zavarovanih oseb za leto 2019, kot sem že povedal, ne izpisujejo zavarovanih oseb, vendar jih spodbujajo za izbiro osebnega zdravnika pri nižjih glavarinskih količnikih. Seveda je bila zaveza vseh partnerjev pri aneksu 1, da nobena zavarovana oseba ne sme ostati brez izbranega osebnega zdravnika. Predlagana sprememba k aneksu 1 določa torej samo zgornjo mejo glavarinskih količnikov, ne posega pa v obstoječe obračunske modele in način plačevanja zdravstvenih storitev, zato sprejetje aneksa 1 kot takšnega nima finančnih posledic. Je pa to pravzaprav prvi korak k reševanju problematike na področju družinskih zdravnikov in pa seveda prvi korak na dolgi in težki poti nujno potrebnih sprememb v slovenskem zdravstvenem sistemu. Hvala ministru za uvodne besede. Imamo že 2 vprašanji. Izvolite, TV Slovenija. Gospod minister, ali ste morda govorili že s stranskimi zdravniki oziroma imate kakršenkoli odziv, ali bo zdaj ta odločitev pomenila tudi preklic njihovih odpovedi in kako z ostalimi zdravstvenimi domovi, kjer so odpovedi napovedali s 1. junijem? Hvala. Pravzaprav po seji vlade nisem še govoril z nobenim od zdravstvenih domov ali pa z nobeno skupino zdravnikov. Je pa bilo že pred sprejetjem tega aneksa pravzaprav v vseh zdravstvenih domovih torej so bile zamrznjene odpovedi družinskih zdravnikov, razen v zdravstvenem domu Kranj, kjer pa verjamem, da smo z sprejetjem aneksa tudi pokazali voljo in pripravljenost k odpravljanju težav na primarnem zdravstvu in verjamem, da bo posledica tudi umik teh odpovedi. Naslednje vprašanje pa ob TV, izvolite. Zdaj ZZZS opozarja, da ob sprejetju tega aneksa, da bo na ta način pravzaprav primanjkovalo 300 zdravnikov v Sloveniji. Kako pravzaprav boste to reševali? Kaj zdaj ta aneks pomeni v tem smislu? Poglejte, ta aneks pravzaprav, ko smo že večkrat povedali, ne rešuje trenutne situacije. Saj v sistemu imamo toliko družinskih zdravnikov, kot jih imamo. Zato je tudi v pojasnilih aneksa, kot sem že uvodoma povedal, izrecno poudarjeno, da obstoječi zdravniki, tudi če presegajo število glavarinskih količnikov, kot je danes v novem aneksu, ne bodo odslavljali obstoječih opredeljenih pacientov. Pravzaprav gre tukaj za korak v prihodnosti, tako da bo ob naslednjih letih, torej ko bomo zagotovili dovolj veliko število timov, ta obremenitev novih timov manjša, kot je sedaj. Vemo pa, kar je zelo pomemben podatek, da v splošnem dogovoru za leto 2019 že obstajajo sredstva za nove time, tako za nove time družinskih zdravnikov, kot za nove time pediatričnih pediatrov, ki pa pravzaprav niso bili porabljeni, saj ni bilo zdravnikov.
Lahko pa povem v nadaljevanju tega odgovora, da sem se včeraj srečal tudi z mladimi zdravniki, s predstavniki mladih zdravnikov, kjer je pravzaprav bila tudi ta tema, kako v prihodnosti, ko bodo tudi sami stopili v zdravstveni sistem kot samostojni zdravniki, kako razbremeniti trenutne obremenitve, ki jih imajo. In to je pravzaprav ta prvi korak. Še kakšno vprašanje na to temo? Dnevnik je še prej dvignjen, izvolite. Klemen Košak, ja, rekli ste, da se glede financ še nič ne spreminja, ampak to je verjetno naslednji načrt. Mogoče lahko vsem kaj poveste okoli tega, se pričakuje tudi, da bi se znižala norma za 100% financiranje programov, pa tudi kakšen mehanizem za to, da bi ta dodaten denar prišel k zdravnikom? Poglejte, zagotovo, ali pravzaprav tudi dogovor je bil v skupini, ki smo sestavili za reševanje težav na primarnem nivoju, je bil v naslednjem koraku tudi aneks 2, tako da se bomo v naslednjem tednu srečali za to delovno skupino, pripravili časovnico in vsebine, oziroma najprej seveda izhodišča in pa potem vsebino za nov aneks 2, tako da bi ta trenutek bilo preuranjeno govoriti o sami vsebini aneksa 2, zagotovo pa bo sledil temu in zagotovo bo tudi imel finančne posledice. TV Slovenija imate še na to temo? Samo glede aneksa 2, kdaj se potem lahko pričakuje sprejetje, glede na to, da tukaj pa bodo finančne posledice? Zdaj po časovnici nekako optimalni rok bi bil tam nekje konec 7. meseca oziroma konec julija. Če ni več vprašanj, hvala vam, hvala ministru in še naprej lep dan.